Potem prehajamo na drugo točko, seznanitev z akcijskim načrtom za trajnostni razvoj turizma v Kamniku na podlagi priporočil v okviru ocenjevanja za trajnostni znak Slovenija Green Destination. Akcijski načrt je objavljen v gradivu številka 5, predlagatelj župan, poročevalci pa Nina Irt, Lukas Svetec in pa Sara Sitar. Besedo ima Nina Irt. Izvoli. Župan, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Pri naši točki in sicer seznanitvi z akcijskim načrtom za trajnostni razvoj turizma v Kamniku na podlagi priporočil v okviru ocenjevanja za trajnostni znak Slovenija Green Destination bom navedla razloge za sprejem in oceno stanja. V skladu s 17. členom statuta občine Kamnik se občinski svet občine Kamnik seznani z akcijskim načrtom za trajnostni razvoj turizma v Kamniku na podlagi priporočil v okviru ocenjevanja za trajnostni znak Slovenija Green Destination, ki ga izvaja Zavod za turizem in šport Kamnik. Rok za oddajo dokumenta je v juniju 2023 po današnji seji. V letu 2019 je Kamnik prejel zlati znak Slovenija Green Destination, ki ga je s svojimi aktivnostmi v obdobju od leta 2019 do 2021 ohranil tudi za nadaljnjo triletno ocenjevalno obdobje od 2021 do 2023, kakor že ste verjetno obveščeni. Za pomoč pri ohranitvi zlatega trajnostnega znaka tudi za ocenjevalno obdobje 2023 do 2025 se mora občinski svet občine Kamnik seznaniti z akcijskim načrtom Zavoda za turizem in šport Kamnik in sprejeti predlagani sklep. Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenija Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko Slovenija Green to zeleno delovanje tudi promovira. Slovenska turistična organizacija in Zavod tovarna trajnostnega turizma sta maja 2019 občini Kamnik podelila mednarodno priznani trajnostni znak Slovenija Green Destination Gold. Občina Kamnik je sicer leta 2016 pridobila srebrni znak zelene destinacije, v postopku obnovitve znaka v letu 2019 pa je ocenjevalna komisija sklenila, da je Kamnik ena izmed ocenjevalnih destinacij, ki je najbolj napredovala in si je zato zaslužila zlati znak, ki ga je uspela obdržati tudi v letu 2023. Prvi korak v obdobju do naslednje presoje je priprava akcijskega načrta ukrepov. Akcijski načrt ukrepov destinacija pripravi v sodelovanju z zeleno ekipo z orodji, ki jih nudi spletna platforma. Akcijski načrt je osrednje orodje, ki bo destinacijo usmerjalo na poti k bolj trajnostnemu poslovanju. Temelji na zbranih podatkih, ki jih je destinacija vnesla na to platformo, izdanih numeričnih ocenah, po kategorijah in priporočilih preveritelja, rečemo temu audit report, ki ga destinacija prejme največ mesec dni po izdaji ocene. V akcijskem načrtu ukrepov destinacija opredeli aktivnosti, časovni okvir, finančni okvir in odgovorne osebe oziroma organizacije. Destinacija si poleg ukrepov zastavi tudi konkretne cilje. Pri pripravi načrta jo vodi obrazec za pripravo akcijskega načrta na spletni platformi. Za pripravo akcijskega načrta ukrepov ima destinacija največ 6 mesecev časa. Akcijski načrt ukrepov obsega obdobje najmanj 24 mesecev in največ 36 mesecev, kar je enako obdobju veljavnosti znaka. Destinacija se lahko odloči tudi za akcijski načrt, ki zajema krajše obdobje, saj je v 11. koraku zavezana k posodabljanju akcijskega načrta in poročanju o uresničenih ukrepih. Akcijski načrt ukrepov destinacija potrdi občinski svet. Z dokazilom o potrditvi načrta ga posreduje akreditiranemu partnerju in slovenski turistični organizaciji najpozneje 6 mesecev potem, ko je od preveritelja prejela priporočila. Destinacija Kamnik je leta 2023 sprejela načrt ukrepov za trajnostni razvoj turizma občine Kamnik in sicer s sprejemom nove strategije razvoja in trženja turizma v Kamniku do leta 2030, kjer je eno izmed 5 opredeljenih strateških področij trajnostni razvoj z opredeljenimi konkretnimi ukrepi, aktivnostmi in projekti, ki jih bosta Zavod za turizem in šport Kamnik ter občina Kamnik izvedla do leta 2030. Ta akcijski načrt za trajnostni razvoj turizma v Kamniku tako dopolnjuje sprejeto strategijo v smeri priporočila o presoji, ki smo jih prejeli v okviru sodelovanja v zeleni shemi slovenskega turizma.
Za vzdrževanje zlatega znaka Slovenija Green Destination je Zavod za turizem šport Kamnik moral izdelati akcijski načrt ukrepov, ki jih bodo vsi ključni deležniki izvajali do naslednje recertifikacije leta 2025 in je ključen za nadaljnji trajnostni razvoj občine Kamnik. V ciljih in načelah bi poudarili. V nadaljevanju tako opredeljujemo ukrepe, ki sta jih Zavod za turizem in šport Kamnik in občina Kamnik izvedla, saj mora destinacija kot obvezni dokument v roku 6 mesecev po sprejemu priporočil izdelati načrt s pomočjo platforme, ki jo predpisuje zelena shema slovenskega turizma. Tako je Zavod za turizem in šport Kamnik za leto 2023 pripravil nov akcijski načrt s poročilom na podlagi priporočil v okviru preteklega ocenjevanja za trajnostni znak Slovenija Green Destination za seznanitev in potrditev na občinski seji. Vsi trije sprejeti akcijski načrti z letnimi poročili za leta 2021, 2022 in 2023 pa bodo osnova za 3-letno poročilo realizacije akcijskih načrtov destinacije, na podlagi katerega bosta Slovenska turistična organizacija in Zavod tovarna trajnostnega turizma ponovno podala presojo o ohranitvi prejetega zlatega znaka Slovenija Green Destination Gold. Sprejem predlagana sklepa ne bo imel finančnih in drugih posledic, tako da tukaj sem jaz uradni del zaključila. Tudi dobili ste kot prilogo akcijski načrt, ki je izvožen in preoblikovan kot poročilo k tej točki, tako da če ste prebrali oziroma imate kakršnokoli vprašanje, sem z veseljem na voljo. Hvala, Nina, za to, kar delate, torej za koordinacijo in vse aktivnosti. Zdaj pa odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne. Zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani z akcijskim načrtom za trajnostni razvoj turizma v Kamniku na podlagi priporočil v okviru ocenjevanja za trajnostni znak Slovenija Green Destination. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena, in še enkrat celotni ekipi na Zavodu za turizem in šport pod vodstvom zelene koordinatorke Nine in pa tudi v okviru občine Kamnik, oddelka za razvoj investicij in vseh drugih oddelkov, ki se trudijo za zeleni in trajnostni razvoj v Kamniku. Ena velika hvala za to, da smo obranili ta znak in sledimo tem trendom tudi v prihodnje. Hvala.